Pozdravljeni! Danes bomo skupaj skušali dobiti odgovor, kdo lahko ustavi Maxa Verstappena in predvsem kako. Verjetno si bomo enotni v mnenju, da letos Max Verstappen nima nekega izrazitega antagonista na sami progi. Če pogledamo v sezoni 2021, je bil to Lewis Hamilton, na začetku sezone 2022 je bil to Charles Leclerc. A letos dvomim, da lahko, na primer Sergija Pereza, štejemo za antagonista. In sedaj se je upravičeno spraševati, zakaj smo prišli v takšno situacijo, zakaj je Max dobesedno sam sebi največji nasprotnik. Edino on lahko napravi neko kardinalno napako, ki bi nekomu drugemu odprla pot do zmage. In pred nami je še kar nekaj dirk in torej lahko si predstavljamo dva različna scenarija. Po enem bosta vse preostale dirke zmagala voznika Red Bulla, kajti Perez bo pripravljen vskočiti takrat, ko se bo na bolidu Maxa Verstappena nekaj zalomilo. Podoben scenarij, kot smo gledali v prvem delu sezone. In v drugem, pravzaprav, da bo tudi kdo izven ekipe Red Bull dobil dobesedno priložnost. A Formula 1 je šport, kjer je priložnosti treba ustvariti. In to pomeni, da vozniki preostalih ekip ne bodo smeli tako zlahka puščati Maxa predse. In to je nekaj, kar je bistveno. Namreč opaziti je mogoče, da nekateri, ko za seboj zagledajo Red Bulla številko 1, dobesedno dajo prostor, čeprav pravzaprav se borijo za mesto in ne zaostajajo za krog. In je to mogoče zaradi tega, ker se bojijo kritik na družbenih omrežjih ali kaj podobnega, ne vem. A po mojem videnju je to proti tistim načelom motošporta, kjer se je treba boriti, pa čeprav na papirju nimaš možnosti. En izmed najbolj očitnih primerov tega pomanjkanja bojevitosti je bil razviden na veliki nagradi Belgije, kjer je na ravnini Kemmel Max Verstappen prehitel Charlesa Leclerca. In danes si bomo pogledali, kako pravzaprav Charles Leclerc dobesedno se ni boril in je spustil Maxa predse, brez da mu bi nudil kakršenkoli odpor, in to tudi na presenečenje samega Maxa. Da se bomo razumeli. Ravnina Kemmel je ena izmed najbolj znamenitih v celotnem koledarju svetovnega prvenstva Formule 1. Za njo prihaja kombinacija Lecombe. Ta kombinacija je sestavljena iz desnega in levega ovinka. In zgodilo se je na ravnini Kemmel, da je bil Charles Leclerc pred Maxom Verstappenom. In seveda na tej ravnini je mogoče uporabljati tudi sistem DRS, torej je imel Max prednost. Pravzaprav sem bil sam začuden, ko sem ga videl, da se je pomaknil na levo, zunanjo stran glede prvega ovinka. Charles Leclerc je lepo vstal na desni in dobesedno samo čakal. Verjetno je Max Verstappen čakal, da bo Charlesa Leclerca prehitel na drugem ovinku kombinacije Lecombe. Spomnimo se, kombinacija gre najprej v desno in nato bi lahko pri menjavi smeri prišel Max na tisto notranjo stran in pri ovinku v levo zaključil svoj manever. A zgodilo se je nekaj drugega. Max je skočil na zunanjo stran,
ker je prehitevanje skoraj da nemogoče, uporabljal sistem DRS in še pred prvim ovinkom v kombinaciji prišel mimo Charlesa Leclerca, zaprl linijo in nadaljeval. Charles Leclerc niti v enem primeru ni poizkusil dobesedno zapreti vrat svojemu nasprotniku, ga izriniti še malo bolj tja na levo oziroma nuditi kakršenkoli odpor. In to je nekaj, kar Maxu Verstappenu dobesedno lajša življenje. Tudi Max ima šibke točke, tudi on ima vročekrven karakter. In vkolikor naleti na podobnega nasprotnika, se lahko zgodi najprej tisto, kar smo videli na veliki nagradi Brazilije v sezoni 2018. Ko sta se po končani dirki celo malce spoprijela z Estebanom Oconom. In kako bi pozabili v sezoni 2021, kar se je zgodilo na veliki nagradi Velike Britanije. Verjamem, marsikdo izmed vas bo dejal, da Lewis Hamilton je tam namerno izrinil Maxa Verstappena izven proge. Sam menim, da se je Lewis Hamilton pravilno nastavil, po drugi strani Max Verstappen ni popustil in trk je bil neizbežen. A videli smo, da po tistem trku je Max Lewisu vrnil uslugo na veliki nagradi Italije istega leta. Torej, vidimo lahko, da pravzaprav vozniki, ukolikor puščajo preveč lahkotno Maxa Verstappena predse, ne delajo usluge celotni Formuli 1, pa ne glede na to, kaj si bodo mislili določeni sledilci na družbenih omrežjih. Po drugi strani, kdo pa bi bil lahko tako psihično močan in tako veš, da bi Maxa lahko začel tudi malce zapirati. Seveda omenil sem Estebana Ocona, a sam menim, da kar se tiče tega, imamo na štartnem razporedu dva voznika, katera sta kaj takega sposobna. En je že prej omenjeni Lewis Hamilton, ki sem že omenil, se zna postaviti tam, da nekoga najbolj ovira. In drugi je pa Fernando Alonso. Alonso, ki se zopet v družbenih omrežjih dobesedno dobrika, ampak je pripravljen izkoristiti vsako priložnost, da se postavi tam v center pozornosti in lahko, ukolikor bi imel Maxa Verstappena za seboj, tudi nudi bistveno hujši odpor, kot smo ga videli pri Charlesu Leclercu. Spomnimo se, da pravzaprav je že nakazoval, da hoče zmagati s tisto nogo na najvišji stopnički zmagovalnega odra. A menim, da konec koncev bodo morali v Formuli 1 spremeniti tudi to, da pravzaprav vozniki se dobesedno ne borijo več. Potrebno bo biti tudi malce bolj nekorekten, izzivati, spravljati nasprotnike pod pritisk. Malce že preveč sterilno je to, da so vsi nasmejani, vsi v prijateljskih odnosih, brez nekih osebnih zamer, ker pravzaprav vsi mi vemo, da je to nemogoče, kajti življenje je v bistvu nekaj drugega kot pravljica, ki nam jo pripovedujejo. In prav takšna sprememba bi lahko privedla do tega, da bi Max Verstappen začel delati večje napake. In če začne delati večje napake, bomo lahko na koncu videli tudi malce več zmagovalcev. Ne samo dva, kot smo jih zabeležili le do sedaj. A seveda gre za moje osebno videnje, moje osebno mnenje. Za danes je seveda to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.